prej govorili, da je obilje naše naravno stanje, da ni pogojeno z tem, koliko denarja imate v denarnici, ampak kaj se tukaj skriva, v podstrešju v vaši glavi. Zato tudi predavanje, ki se bo zgodilo jutri, in sicer kako živeti v obilju in kako živeti življenjsko poslanstvo. Veliko informacij boste pridobili jutri v Ljubljani, torej še se lahko prijavite na 02600200230 oziroma tudi, če greste na našo spletno stran. In potem za ovinkom tudi predavanje o tem, ali je radiestezija nateg, ali nam lahko dejansko pomaga. Na kakšen način? Tadej Pretnar je tisti, ki bo vodil to predavanje. Je pa res, da v mesecu maju se lahko pridružite tudi tečaju, in sicer tečaju meditacije. Hvaležno pozdravljeni še enkrat vsi gledalci in gledalke. Danes bomo skušali odgovoriti na vprašanje, zakaj moški ponavadi živijo manj časa kot ženske. To je kar ena taka resnica, ampak kaj je ozadje vsega tega? Je to res ali ni res? Dajmo za začetek pogledati in preveriti statistiko. V letu 2015 v Sloveniji rojeni dečki lahko pričakujejo, da bo ob nespremenjeni umrljivosti dočakal starost 77,59 let, deklica pa 83,51 oziroma skoraj 6 let manj kot v istem letu rojena deklica. Se pravi, skoraj 6 let, neka splošna resnica je bila tudi, da moški živijo 7 let manj. Kakšen je torej vzrok danes v naši družbi? Avtor dveh krasnih knjig, Hipokrat je bil kuhar, in pa najnovejše o kravjem mleku in o boju za resnico. Lepo pozdravljeni, da dobrodošli, gospod Ivan Soče. Dober dan. Se pravi, jaz imam več možnosti, da bom doživela več let, kakor vi. Ja, tako statistika pravi. Poleg teh dveh knjig, jaz sem eno leto, pa še nekaj, bil stalni kolumnist v eni ediciji Večerovi, tako da sem pisal na različne teme. In ena od teh tem je bila prav ta, zakaj moški umirajo mlajši. Takrat je veljalo povprečje skoraj 10 let. So moški v svetu umirajo mlajši kot ženske in me tudi zanimalo tako kot tebe, zakaj se to dogaja. Se pravi, doba se skrajšuje. Ja, ta razlika se skrajšuje. Veliko avtorje temu pripisujejo prevzemanje drugačne vloge. Ženske prevzemajo vloge, ki so prej bile tradicionalne moške, in tudi glede prehrane. Ženske so glede prehrane bile bistveno bolj pazljive, bolj skromne in tako dalje, in zdaj se ponavadi prehranjujejo tako podobno kot moški. Je to zdaj že ta skrivnost, zakaj moški živijo manj časa? Je tukaj prehrana tista, ki igra pomembno vlogo? Ne vem, koliko pomembno, ampak zanesljivo. Deklice na Japonskem recimo zdaj dobijo menarho prvo menstruacijo pri 12 letih. Pred 20-30 leti so prvo menstruacijo dobile komaj pri 14 ali pa 15 letih. Podaljševanje rodnega obdobja, plodnega obdobja ženske povečuje bolezni, raka in tako dalje. Govorijo pa o tem, da se prehranjujejo bolj podobno kot zahodnjakinje, podobno kot moški. In to na nek način ustvarja dodatne bolezni, v resnici pa približuje to razliko med umrljivosti moških in žensk. Se pravi, prevzemamo moške vloge, ki so bolj stresne, ki so nam manj naravne, in zaradi tega se to skrajšuje. Ampak že v osnovi, zakaj moški živijo manj časa? Je to zaradi več, ne vem, težaškega dela, ne vem, če gremo čisto pogledati, kaj naj bi bilo, saj vemo točno ne, da moški so tisti, ki naj bi bili lovci, ženske nabiralke, razpršena pozornost, fokusirana pozornost. Je kaj na tem? Po mojem je prvi in osnovni razlog ta v sami biološki zasnovi. Moški kot v živalskem svetu je dejansko hitreje nepotreben. Moški, ko dejansko vzgoji svoje potomce do neke normalne starosti, da so lahko samostojni. Ga lahko samička tudi požre? Ja, ali pa biološko je nepotreben.
Torej, moški je biološko nepotreben že pri 40-50 letih in to je tako neštimano. Ženske so biološko potrebne, one morajo pomagati hčerkam ali pa snaham vzgojiti naslednje generacije in tako dalje in so biološko bolj potrebnejše preprosto. In mislim, da je to ena velik neki razlog, zakaj je temu tako. Druga stvar je, da so ženske bile veliko bolj dovzetne in tudi veliko bolj odgovorno skrbele za prehrano in jedle so veliko manj kot moški. In to je moj, če me kdo vpraša, rekel osnovni prehranski nasvet, jejte čim manj, ampak da še vedno zadovoljite svoje potrebe po kalorijah. Jedle so manj mastno hrano, jedle so veliko več zelenjave, veliko več sadja. To je en dodatni razlog. Tako da po mojem sta to dva osnovna razloga. Tretji je, da ženske do konca svojega življenja imajo nek cilj, imajo občutek neke potrebnosti. Moški to izgubi. Moški, ko izgubi posebej službo, bral sem neke porazne statistike v Nemčiji, 90% moških, ki gredo v pokoj, v prvem letu penzije umrejo tisti, ki nimajo nobenega cilja. Torej nimajo hobija, nimajo družbe, nimajo ničesar, izgubijo ta občutek potrebnosti. In moški, ki je bil pomemben steber v družini, v podjetju, kjerkoli, naenkrat postane popolnoma nepotreben. Nihče ga več ne potrebuje, nihče ga več ne vpraša, nima si kaj za početi in tako naprej. In ta občutek nepotrebnosti je po mojem eden pomembnejših vzrokov, da moški tudi umirajo hitreje. Da ima neko vlogo v življenju. Mantak Chia, v njegovih zapisih sem tudi zasledila, recimo, če pogledamo, ženska ima maternico, to je najbolj neverjeten organ, ki daje in nudi življenje, novo življenje in tudi kako se ženske zdaj učimo, tudi sodobne ženske, kako moramo kreirati od tukaj tudi druge stvari, ne samo dojenčka, ampak projekte in dom in dobro energijo in vse ostalo. In Mantak Chia navaja, da pravzaprav ženska, ki je noseča za deklico, rabi veliko več časa, da se obnovi in tudi sicer je težja nosečnost, ker se kreira maternica. Ravno zaradi tega, tudi zanimivo, pri dečkih je dejansko lažje to vse skupaj. Ja, moški so z fizično močjo ta svet prilagodili sebi. In to je dejansko moški svet, moška civilizacija in je nenaravna. Cel svet se vrti okoli žensk. Svet je ženska zasnova. In moški bi morali nekako prepoznati to svojo vlogo, da so dejansko podporniki svojim ženam ali pa ženski. In bi ta svet bil, po mojem prepričanju, bistveno drugačen, če bi deloval po ženskem principu, ne pa po moškem. In to se tudi zdaj malo spreminja, po mojem okusu prepočasi in kako, ampak mislim, da vse več moških razvija v sebi ta ženski potencial, ta ženski element. Še vedno so moški. Ampak moški danes ima drugačno vlogo, kot je imel pred 100 pa da ne rečem 1000 ali koliko let nazaj. In tudi ne bi smel imeti občutek podrejenosti, ne bi smel imeti občutek neke inferiornosti do žensk, ampak preprosto bi jih moral sprejeti kot bitja, ki se zaslužijo veliko več pozornosti, ki so lahko tudi nek razlog ali pa povod ali pa ne vem, neka inspiracija za življenje, tudi v poznejših letih, ko nimaš več nekih službenih ali strokovnih ambicij in tako dalje, ampak imaš te ambicije pač biti z nekom srečen. Zelo zanimivo razmišljanje, ampak recimo zadnjič smo pa govorili o depresiji in veliko več, mnogo več žensk ima težave z depresijo. 500 000 receptov na leto napišejo za antidepresive in 25% v Sloveniji naj bi bilo tistih, ki so registrirani za diagnozo depresija, od tega jih pa pol sploh ne gre. Se pravi, imamo 50% države v depresiji na koncu koncev, od tega bistveno več žensk. To je pa tudi malce zanimiv podatek, glede na to, da ženske živijo dlje, ampak imajo potem recimo take težave. Ženske se iščejo in so izgubljene. Svet, kot je funkcioniral pred 50 ali 100 leti, ne funkcionira več. Ženske hočejo več, čutijo in vedo, da si zaslužijo več, da so lahko srečne. Ženske se pred 50 pa 100 leti niso vprašali, ali sem lahko srečna,
sem lahko zadovoljena, ali lahko doživim orgazem, enkrat, 5krat ali ne, kakorkoli. O tem se sploh niso ukvarjali. Danes imajo to informacijo, to spoznanje, da so vredne uspeha, vredne sreče in tako naprej. Tudi od partnerjev zahtevajo več. Hočejo živeti z nekom, ki jih osrečuje, nočejo živeti z nekom, ki mu samo strežejo. In ta notranji konflikt povzroča to. To vedenje, da si zaslužijo, da so vredni veliko več, kot jim dajemo, in ta nezmožnost, da to udejanjijo v tem trenutku, ustvarja to nezadovoljstvo. Evo, pa imamo razlog za to vključitev, ne? Ja, ampak je eno kruto dejstvo, da nesrečne ženske pomenijo nesrečnih družin. Nesrečne družine pomenijo nesrečno družbo. Tam, kjer so ženske nesrečne, nihče ni srečen. Ne otroci, ne moški, ne v kakšnikoli starosti. In moški bi morali skrbeti, da so njihove ženske srečne. In na ta način prispevajo tudi lastni sreči. In če bi moški skrbeli za to, da dejansko ženska uresniči vse te svoje potencijale, bi bilo veliko manj depresije. Moški smo, kar se tega tiče, relativno skromni. Mi nimamo velikih zahtev. Preprosta bitja smo. Ženske hočejo več. Težijo in sanjajo nekem duhovnem razvoju. Hodijo k jogi, berejo neke knjige, vse berejo tudi rumeni tisk, ampak berejo veliko bolj zahtevne stvari. Moški smo manj zahtevni, kar se tega tiče, in se nekako temu upiramo in tudi svoje ženske vlečemo nazaj, da slučajno nas ne bi na katerem koli področju prehitele. In to ustvarja to nezadovoljstvo, to ustvarja to depresijo, to spoznanje o tem, da si lahko veliko več, veliko bolj srečen, zadovoljen in tako naprej, in da živiš v razmerah družinskih in družbenih, ki ti to onemogočajo. Prej sva govorila o teh vlogah, moški, ženska, pa podrejenosti, pa nadrejenosti, pa dominanci in vseh teh zadevah. Jaz sem se veliko poglabljala o tem, ker sem zelo razmišljala, jaz sem bolj dominantna oseba, kako se lahko jaz podredim moškemu kot ženska, ne v smislu, da zdaj on karkoli več, ampak kot da imam svojo vlogo, da sledim. Ženska je tista, ki sprejema, moški je tisti, ki daje. Kako pride to? In moj zaključek na koncu je bil, da ta igra podrejenosti, nadrejenosti, kdo dominira, kdo je zdaj podrejen, se popolnoma izniči oziroma je ni, kadar je ženska v svoji ženski energiji in kadar je moški v svoji moški energiji. Dejansko si ne skačeta v lase, ker sta si še vedno toliko različna, da vsak živi svoje življenje in se zaveda svojih lastnih kvalitet in ni nobene tekmovalnosti. In moški in ženska niti ne bi smela tekmovati, ker sta popolnoma drugačni bitji. Ja, to je čudovit primer pri plesu. Ženska pri plesu ni podrejena, sledi moškemu. Tako. On jo vodi, ampak je ni nadrejen. In tudi v zakonu bi naj bilo tako. Tradicija pa kaže drugače. Ženske so bile objekt izživljanja moških in objekt za zadovoljevanje njihovih potreb, od spolnih, prehranskih in vseh drugih, higienskih in ne vem. In to je to, kar moram pač neko obdobje preteči, ne vem, kakšna civilizacija ali kakorkoli, da mi sprejmemo ženske kot popolnoma enakovredna in enakopravna bitja, ki so z nami zato in imajo popolnoma enako pravico do sreče, do karijere, do uspeha, do zadovoljstva, do vsega tega, kar si pač moški vzamem. No, ko sva že ravno danes tudi pri dolgoživosti, sama ne gledam veliko televizije, gledam pa kvalitetne vsebine, to pa zelo, zelo rada. In veliko krat, ko sem gledala po resničnem dogodku, kakšen film o kakšnih, ki so res preživeli veliko stvari, ne vem, od vojn do tega, da so bili izgubljeni, pa na čolnih, pa zaprti, pa ne vem, kaj še vse. Zmeraj na koncu povedo, dokdaj je živel tak človek. In zmeraj so doživljali ene take res visoke starosti, velike številke. In potem je zmeraj šel, zanimivo, toliko je preživel, toliko je trpel, bil podhranjen, ne vem, ni bilo veliko vsega. Na koncu je pa tako dolgo živel. Nekdo, ki pa živi v vati vseh tistih svojih, ne vem, milijonih ali karkoli pa že ima, ki si nudi neko kvalitetno, ugodno življenje, uživa v nekih gurmanskih presežkih, pa ga potem pri 50-ih stisne. Kako je zdaj to, s čim je zdaj to recimo pogojeno?
motiv, želja po življenju, želja po sposobnost uživati življenje, užitek reševanja težav, imeti smisel življenja, začutiti pomen lastnega bivanja na tem svetu. Ko človek se ne zna odgovoriti na vprašanje, kaj pa tu sploh počnem, zakaj sem pa tu. In to se večina moških, ki so v penziji, ko se nima več kaj početi, ne hodijo v službe, doma se nimajo kaj, so nekoristni in tako dalje, nima nobenega smisla. In se on na to vprašanje ne zna odgovoriti, kaj tu sploh počnem. Motiv. Ja, nimajo motiva. Tisti ljudje, ki so imeli motiv, karkoli je to bil, ko so strastno želeli uresničiti svoje želje, ko so začutili te srčne želje, ki so jim dali energijo, voljo, zdravje, da so uresničili tisto, kar so želeli, so živeli dolgo. Tisti ljudje, ki nimajo razloga za živeti, se na koncu koncev prav, da jih ni. Zakaj pa bi? Kako že gre tisti pregovor, ne da dajemo leta k življenju, ampak da dajemo življenje k letom? Tako, da je pomembna ta kakovost, kaj mi doživimo v tem obdobju. Nekdo lahko živi, ne vem, veliko let, pa živi prazno življenje, temu rečemo, da nekako vegetira kot neka rastlinica. So ljudje, ki živijo zelo intenzivno, v tej intenzivnosti se lahko iztrošijo v nekem krajšem obdobju. Če pa imajo veliko teh srčnih želja in si z vso strastjo želijo uresničiti, da čutijo, da so del nečega večjega, pomembnejšega, kot sem sam, to lahko da, to dodatno energijo, da zdravje. Vemo, da se ljudje lahko v takšnih situacijah recimo tudi pozdravijo kakšne bolezni, vemo, kakšne moči dobijo, ko je treba nekaj narediti. Tako da ja, ljudje smo zelo različna bitja. Včasih smo zelo občutljivi, po drugi strani smo zelo trpežni, veliko prenesemo, včasih nam pokonča kakšen virus ali pa kakšna bakterija, prenesemo pa dolga leta vojne, stradanja, lakote, ne vem, vsega živega. Odvisno od tega motiva. In mislim, da ženske imajo tega življenjskega motiva veliko več kot moški. Moški, pravim, v svojih potrebah zelo skromen. Ženske ustvarjajo to, kar nas vleče naprej. Sama sem, kar leta nazaj sem imela poročno agencijo in sem organizirala, pripravljala in izvajala poroke. In to je bilo, povsem jasno je bilo vsem, ki so sodelovali. Ko bo nevesta srečna, bojo vsi srečni. Če nevesta ne bo srečna, noben ne bo srečen. Jasno. In zdaj vidim, da je podoben sistem tudi v družini, potem naprej v zakonu. Celo življenje je to tako. Celo življenje tako. Kaj bi vi kot prebujeni moški, ki se zaveda vseh teh stvari, o katerih ste danes tudi govorili, kaj bi sporočili drugim moškim? Spoštujte svoje ženske. Cenite jih, občudujte. Ženska pravijo lepa samo toliko, koliko je srečna. Nekoč sem vprašal enega starejšega gospoda, kolikokrat je ženi pogledal v oči tako globoko in vprašal, a si bila srečna z mano celo življenje? Pa se mi je smejal. Velika večina moškega nikoli svoje žene ne vpraša, a si srečna z mano? Zakaj živiš z mano? A ti je lepo z mano? In se jih zelo malo potrudi, da bi ženske bile srečne. Tako da te majhne pozornosti, da ženska začuti, da je vredna njegovega spoštovanja, njegove ljubezni, da se moški zaveda, da ta ženska, ki živi zraven mene, mi ničesar ni dolžna. Da začuti eno hvaležnost, da to bitje, ki mu jaz tako malo dam, zame skrbi celo življenje, tako ali pa drugače, za družino. Zelo dober način je, da svojo ženo, na katero smo navajeni, ali pa žensko, vsak dan vidimo kot novo bitje. Da jo vidimo takšno, kot mi želimo, da je. Ne takšno, kot je. Vedno z enako frizuro, enako našminkana, z enakimi navadami. Da jo opazimo, ne? Sploh pa takrat, da opazite, gremo frizerjo pa to, a ne? Tako, da vsak dan odkriješ in vsak dan znova in znova zapeljuješ. Prav zares. Evo, takole, dragi moški in drage dame, tale posnetek naj se deli naprej in naj se širi resnica,
dobra volja in spoštovanje. Še kakšna informacija na klepetobkavi.si. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.